Eto, pa gremo, te počakamo. Zdaj smo te čakali, gremo, a ne? Ok, 3, 2, 1. Dobar dan. Vlada je na današnji 53. seji sprejela predlog zakona o digitalizaciji zdravstva in sprejela sklep o zamenjavi predstavnikov ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Podrobneje bo obe temi predstavil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Minister za obrambo Marjan Šarec pa bo pojasnil, kakšni bodo končni stroški izstopa od pogodbe za nakup 45 bojnih vozil Boxer. Kljub napovedim, da bo šlo za enormno odškodnino pri skoraj 400 milijonov evrov vrednem poslu, je končni znesek povsem drugačen. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa bo predstavila, kaj vse bo vlada naredila za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije s svetom. Najprej pa minister za zdravje, izvolite. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav v mojem imenu vsem skupaj. Torej, jaz bi posebej s ponosom in tudi z zahvalo ekipi na Ministrstvu za zdravje predstavil zakon o digitalizaciji zdravstva. Gre za popolnoma nov zakon, kjer želimo dejansko, potem ko bo zakon šel skozi parlamentarni postopek in ga bo državni zbor sprejel in bo začel veljati s 1.1.2024, upeljemo digitalno transparentnost v slovenski zdravstveni prostor. Izpostavil bi 3 točke. Prva točka je, da potem, ko bo zakon začel veljati in bo skozi leta seveda v polni uveljavi, bomo končno imeli dostop do vseh podatkov. Drugič, vsi pacienti oziroma vsi prebivalci Slovenije bodo preko vse digitalne platforme natančno videli, kdo vpogleduje v njihove zdravstvene podatke, torej imamo jasno digitalno transparentno sled. In tretjič, iz vseh izvajalcev zdravstvenih storitev bodo pravzaprav vsi podatki prišli sedaj z zakonsko obvezo v enotni digitalni informacijski zdravstveni sistem. Tega bo upravljal ZZZS. Rad bi poudaril, da smo zelo veliko časa na Ministrstvu za zdravje, tudi z ostalimi ministrstvi, porabili za usklajevanje tega zakona. Gre za posebej občutljive, bom rekel, nam važne osebne podatke. Rad bi izpostavil posebej Ministrstvo za pravosodje, rad bi izpostavil tudi komunikacijo z informacijsko pooblaščenko. Skratka, imamo zakonske podlage, dajemo predlog zakona o digitalizaciji, da najkasneje s 1.1. recimo 2026 imamo popolnoma digitaliziran zdravstveni sistem z vsemi podatki, z vsemi varnostnimi mehanizmi, z vsem, kar nam omogoča, da smo kot pacienti mirni, predvsem pa omogoča to, da bodo pacienti kjerkoli bodo opravili zdravstveno storitev, kamorkoli bodo v katerokoli zdravstveno ustanovo prišli, bodo vsi podatki na enem mestu. Torej, ne bo več treba nositi papirjev, ne bo več treba nositi izvidov, ne bodo se, bom rekel, podvajale preiskave. V vseh bolnišnicah bo enotni informacijski sistem, ki bo povezljiv, tako da bodo posamezni oddelki med bolnišnicami tudi na primarni ravni, torej kar bo pacient opravil pri osebnem zdravniku v kateremkoli laboratoriju, bo sedaj na enotni platformi, na enotnem informacijskem sistemu. V to bo vključen tudi ZZZS, tudi NIJZ, se pravi, nihče od deležnikov ne bo mogel iz tega izstopiti. To bo, ko bo zakon sprejet, zakonska obveza, bo tudi predpogoj za plačilo opravljenih storitev. In mi pričakujemo na Ministrstvu za zdravje, da bo skozi čas to digitalno orodje nadoknadilo tudi del manjka kadra. Skratka, ta digitalni vzor, ta digitalizacija zdravstva kot orodje v zdravstvenem sistemu nam bo omogočilo resnično jasno, transparentno upravljanje z vsemi podatki, tako zdravstvenimi, pa potem, ko bo sistem polno zaživel, torej vsi izvajalci,
ki bodo denar prejemali iz javno-zdravstvene blagajne, bodo na enotni platformi, vse bo vidno, vse bo povezljivo med seboj, bodo lahko videli, kdo kaj naredi za kakšen denar. In je to tisto, ko bomo resnično pacienta postavili na prvo mesto, mi bomo sami upravljali z našimi podatki in čez čas, to je tek na dolge proge, ki smo ga pričeli danes tudi uradno s formalno pripravljenim predlogom zakona, začenjamo resnično digitalno transformacijo zdravstva. Zdaj, če se lotim še druge teme, vlada je natančno bila seznanjena z dogodki na psihiatrični kliniki v Ljubljani. Na osnovi vsega, kar smo bili priča, pa na osnovi našega poročila iz Ministrstva za zdravje, kaj se je naredilo v zadnjih 2 mesecih, je vlada ocenila, da obstoječi svet zavoda tudi za včerajšnjo sejo, ko je preprosto potrdil, da vse, kar se na psihiatrični kliniki dogaja, je povsem v redu in ne vidijo nobenih nepravilnosti. Torej je vlada kot ustanoviteljica psihiatrične klinike zamenjala vseh 5 članov in sicer za preostanek mandata do 20.2.26. Novo imenovani predstavniki so dr. Tomaž Subotič, dr. Alenka Kolar, Tomaž Krišelj, magistra Anja Kocijančič in Marjan Mačkošek. Mi pričakujemo, da bo svet zavoda v novi sestavi z vso resnostjo obravnaval vse, kar se na področju psihiatrične klinike in dogodkov prijav pacientov, da bo obravnaval skrajno resno, da bodo ocenili ustreznost delovanja vodstva zavoda in vseh ukrepov. Na tem mestu bi jaz kot minister za zdravje, kot zdravnik, pa tudi kot človek dal vedeti, torej javnosti, pacientom, vsem prebivalcem, da bo tako vlada kot sam kot minister vse, kar se dogaja na psihiatrični kliniki, mi bomo to vzeli zelo resno in bomo temu prišli do dna. Osebno sem izjemno razočaran nad nastopi in besedami direktorja psihiatrične klinike. Mislim, da se nihče ne more odzvati tako proti družbi, razlagati o inkviziciji, postaviti paciente in to paciente, ki so najbolj ranljivi v podrejeni položaj, se postaviti nad njimi, govoriti, da gre za paciente, ki imajo seveda najtežje oblike psihiatričnih obolenj. Tako da na mojem mestu kot minister za zdravje pozivam gospoda k odstopu. Mislim, da je popolnoma nedostojna komunikacija. Naloga ustanovitelja je in mene kot ministra za zdravje, da se zaščiti ljudi na eni strani in na drugi strani, da se zaščiti psihiatrično kliniko kot ustanovo, ki mora seveda imeti odprta vrata, ki mora jasno komunicirati o tem, kaj je bilo narejeno in kaj ni bilo narejeno. Jaz lahko na tej točki tudi poudarim, da imam že jutri srečanje z nekaterimi, ki želijo o tem z mano osebno govoriti, pričati o tem, kar se je na kliniki dogajalo. V naslednjem tednu je nekaj terminov tudi še na razpolago in so klici številni. Mi smo naredili protokol in jaz si resnično želim, da z sistemskim nadzorom, s tem, da tudi svet zavoda v novi sestavi opravi svoje delo. In seveda predvsem, da vsi nadzorni organi, potem ko smo tudi podali anonimno kazensko ovadbo, da grejo v psihiatrično kliniko, da pridemo dejstev in da pravzaprav umirimo stvari. Na tej točki bi rad vse paciente, ki so bili zdravljeni in bodo zdravljeni v psihiatrični kliniki, pozval, da ostanejo mirni. Psihiatrična klinika seveda dela dobro v tisti točki, kar se tiče zdravljenja. Moramo pa vedeti, da vkolikor vodstvo zavoda želi zadeve zapreti in svet zavoda želi zadeve zapreti in se ne odpreti in ne sodelovati in na tak način pravzaprav nastopa v javnosti,
je po oceni vlade, pa tudi po moji osebni oceni to stanje nedopustno, zato še enkrat to, kar sem rekel prej. Hvala lepa. Najlepša hvala, minister. Zdaj bomo dali priložnost kolegom iz novinarskih hiš, da zastavijo vprašanja. Najprej se predstavite, za kateri medij delate in zastavite vprašanje. Vidim pa, da so tudi že na Zoomu dvignili roke, tako da bomo potem dali priložnost še tistim nadaljavo. Dosomne, Anže, prosim. Dobar dan, gospod minister, Anže Božič, POP TV. Zanima me seveda poziv k odstopu gospoda Zalarja in pa menjava članov vodstva oziroma sveta. Nekako delujete tu vedno po podobnem vzorcu, tudi recimo v Celju smo videli enako vzorec, ko nastane neka zadeva, ko se pojavi neka zadeva, potem odpokličete, se pravi, tam, kjer imate vzvod, se pravi državne nadzornike, ne? Predstavnike ustanovitelja. Kaj gre tu, ima vlada tle kakšne drugačne informacije, kaj se tam dogaja, glede na to, da so vsi nadzori do zdaj pokazali, da pač v psihiatrični kliniki niso delali nič narobe? Psihiatrična klinika ni imela zunanjega nadzora nikoli, vedno so imeli samo notranje strokovne nadzore. V komunikaciji v zadnjih 3 mesecih se je pokazalo precej nepravilnosti na psihiatrični kliniki. To smo tudi danes na vladi seveda obravnavali, kolegom na vladi sem predstavil in tudi zato, potem ko se zgodi, potem ko smo na Ministrstvu za zdravje nekaj mesecev proučevali vse anonimne klice, vse to, kar se je dogajalo, je seveda naša možnost zakonodajna jasna. Torej, vlada je ustanoviteljica psihiatrične klinike, vlada imenuje 5 članov in ker smatramo, da svet, torej svet zavoda v prejšnji sestavi svojega dela ni opravil tako, kot bi ga mogel v vlogi nadzornega organa, je vlada zamenjala 5 članov v tem primeru pričakujemo od novih članov, da kot nadzorni organ opravijo delo strogo profesionalno. Še enkrat da moj odziv k postopu temelji pa na izjavah gospoda Zalarja v zadnjih dnevih, ki so preprosto nedopustne in nedostojne za direktorja zavoda najbolj ugledne psihiatrične klinike oziroma ustanove v Sloveniji. Luka Perš, spletni medij prava.si. Prvo me zanima nadzornike, ki ste jih rekli, ki bodo sedaj zasedali položaj, to ste vi osebno izbrali? To je na predlog vlade. Ker zanima me predvsem to Marjan Mačkovšek, ne? Kolikor vem, je on bil dolgoletni direktor Štorje Stil in se je ukvarjal z železarstvom. In me zanima, kaj ima biznis z železom skupnega z tako pomembno tematiko, kot je psihiatrično zdravljenje. Ali je bolj v tem namenu član, da bo nadzoroval finance. To me zanima. Pa še nekaj me zanima. Če spremljamo v medijih, ste realno zelo izpostavljeni, do vas tudi kritično del civilne družbe, Glas ljudstva in Inštitut 8. marec. Zanima me, kako vi dojemate te pritiske. Ali je po vašem mnenju tudi kako druga zgodba v ozadju, da ste mogoče iz sfero doktorja Kebro prepričali kakšne dobavitelje, kakšne posle z zdravstvom. To me zanima. Hvala lepo za vaš odgovor. Ja, hvala za vprašanje. Kar se tiče prvega dela, novo ustanovljeni oziroma novi člani sveta zavoda si tisti, ki bodo gledali na psihiatrično kliniko v celoti, nepovezano, neobremenjeno in to je stvar nadzornikov. Torej, z pogleda iz distance, z, znanjem tudi iz upravljanja večjih, drugih sistemov je treba pogledati in je treba odrediti zunanji nadzor po vseh pravilih igre. Treba je pogledati tudi delovanje psihiatrične klinike v celoti, poiskati vse tisto, kar je bilo v 3-5 letih jim bilo dano, da morajo narediti, pa niso. Mi vse te podatke imamo, to bomo vse predali članom sveta zavoda in še enkrat, člani sveta zavoda so edini uradni nadzorni organ, vlada jih je imenovala in pričakujemo, da opravijo svoje delo. Za drugi del, glejte, mi smo prva vlada in sam osebno sem prvi minister, ki je neposredno in jasno dal vedeti, da si želimo digitalno transformacijo zdravstva, to pomeni digitalno transparentnost, ker bo vse jasno in dostopno.
postopno, vidimo, da je proti temu precej boja, precej upora, precej ljudje želijo, da stvar funkcionira tako kot danes, ko so baze na 3-4 sistemih, niso digitalne, niso povezane. Če baze niso povezane, potem je jasno, da ne moremo dobiti natančnega, transparentnega vpogleda, tako v tok denarja, kot na, bom rekel, zdravljenje, na izide in na vse. To je prvi del, in drugi del je, ko smo na Brdu predstavili januarja reformo po korakih, je bilo jasno videti, da jo bomo tudi izpeljali, in eden od, bom rekel, ključnih stebrov ali točk je strukturna transformacija ZZZS-ja, ki je enak od leta 1992, pa ne nazadnje moramo vedeti, da imamo v zakonodajnem postopku, ki se bliža koncu, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki se bo po moji oceni zgodila prvič od uvedbe. Skratka, imamo nekaj točk, kjer neposredno drezamo v interesne skupine v zdravstvu. Od tukaj so pritiski pač taki, kot so, in to ni zame nič nenavadnega. Še enkrat, midva se s predsednikom vlade zelo veliko o tem pogovarjava, in še enkrat bi rekel, torej reforma zdravstva, to sem govoril že prej in bom ponavljal zdaj, je odvisna od predsednika vlade. Predsednik vlade je tisti, ki mora združiti vse akterje, ki mora od mene kot ministra za zdravje zahtevati izvršno funkcijo, vsi koraki pa so in bodo vedno usklajeni. Pozdravljeni, nas je Stopar, Televizija Slovenija. Mene zanima glede zakona o digitalizaciji, kdo bo zdaj imel pogled v pacientove podatke. Zdaj, če bo imel pacient, kaj se zgodi, če pacient ne more tega odobriti, a bodo kakšna pooblastila? In glede tega novega ustanovljenega podjetja, kar nekaj kritik je bilo na to, zakaj ste pri tem vztrajali, in par stavkov o tem, kako bo to izgledalo. Ja, hvala. Torej, zakon gre po rednem postopku, tisto, kar ni še usklajeno, bo seveda bilo usklajeno. Mi zagovarjamo in na osnovi vsega bo ustanovljeno novo podjetje. Vlada bo odločila o poslovnem načrtu, o plačah. Tukaj moram tako jasno dati vedeti, da nihče, ki bo v tem podjetju delal od IT-ovcev, ne bo imel višje plače, ne gre za nikakršen obvod, tudi o tem smo danes jasno. Skratka, podjetje upravlja, je razvojno naravnano na eni strani, ZZZS je tisti, ki bo na drugi strani bil upravljalec podatkov. V pacientove podatke, kar se tiče zdravstvenih, bodo dostopale samo pooblaščene osebe. Torej, zdravniki, vse bo digitalno s kartico, vsaka sled bo jasna, in če danes vemo, da so primeri, ko marsikdo vpogleda v bolnicah, v zdravstvenih domovih, v naše podatke in nimamo sledi, je tukaj jasno, da bo sled po zdravniku, po vsakemu, ki je vpogledal, in pacienti bodo videli, kdo gleda. Kdor bo neupravičeno vpogledoval v naše zdravstvene podatke, bo tudi sankcioniran. Gre za redni postopek, kot rečeno, tukaj so še možne spremembe, manjše, in se bo zakon še seveda usklajeval. Gre za popolnoma nov zakon v zdravstvenem sistemu, velik, težek zakon, in sam osebno sem prepričan, da ga bomo spravili skozi parlament v najkrajšem možnem času in bo 1.1. začel delovati. Za paciente ali pa za vse nas prebivalce je ključno to, da v tem trenutku, ko bo začel zakon veljati, imamo kar naenkrat nadzor, sledljivost in digitalno transparentnost. Tega danes ni, in to je ključna sprememba, ki jo ta zakon uvaja. In še druga ključna sprememba, torej brez popolne digitalizacije zdravstvenega sistema, reforme zdravstvenega sistema ni možno izpeljati. Hvala lepa. Zdaj se pa selimo na Zoom. Prva je Sanja Gornec iz STA. Samo trenutek, vas še ne slišimo. Probajte zdaj, prosim. Lepo pozdravljeni, se slišimo? Kaj pa zdajle? A se slišimo? Se slišimo, ja. Se opravičujem. Gospod minister, vprašanje glede zakona, o katerem ste zdaj govorili. Rekli ste, da želite, da bi bil uveljavljen že z novim letom, pa me zanima, a to pomeni, da je vaša ambicija, da takrat se začnejo določbe tudi uporabljati.
jaz si nekako predstavljam, da bo vzpostavitev infrastrukture, se pravi tega informacijskega sistema, vseeno zahtevala, glede na zahtevnost projekta, nekoliko več časa. Da, imate prav, naša ambicija je postavljena zelo visoko. Mi želimo, da zakon prične veljati 1.1.24. Zelo veliko infrastrukture že imamo, je pa jasno, da bomo celo leto 24, verjetno tudi 25 postopoma vse skupaj nadgrajevali in glede na izkušnje iz evropskih držav, ki so to že dale skozi, je pričakovati polno implementacijo, če bomo hitri, če bomo uspešni 1.1.26. Ko bo po 2 letih intenzivnega dela nadgrajevanja, se pravi, da bo sistem v smislu digitalnosti deloval, bomo potrebovali 2 leti. Naša želja pa je, da od 1.1.24 dobijo vsi izvajalci obvezno zakonsko materijo, da pošiljajo podatke v sistem. Tega danes ni. Prva točka, druga točka, da se pa vsi sistemi, ki danes so, zvežejo, so povezani od primarne ravni na vseh ravneh in da potem z digitalno transformacijo, nadgradnjo pridemo do absolutno varnega, delujočega, transparentnega digitalnega sistema. Zdaj bomo še vzeli vprašanje Žane Vrtačnik z Pop TV-ja in potem Anžeta Božiča tukaj fizično prav tako z Pop TV-ja. Žana Vrtačnik, imate besedo. Lepo pozdravljeni, Žana Vrtačnik, Pop TV. Mene vseeno zanima še, če ste lahko malo bolj konkretni glede tega, kako ste torej spremenili zakon po vseh skepsah in opozorilih tudi informacijske pooblaščenke, da gre za zelo občutljive podatke. Kako boste torej zavarovali podatke pacientov? Nekaj ste že govorili o sankcijah, ampak kaj pa preventivno, da do tega sploh ne pride, se pravi do nekih vpogledov, ki jih ne bi smelo biti? Hvala lepa. Ja, tu je dejstvo, da so upraviteljske sposobnosti, pa strukturne, vse to je ločeno. Z informacijsko pooblaščenko smo se precej usklajevali tudi z Ministrstvom za pravosodje. Nekaj detajlov bomo še morali uskladiti. Skratka, vsi varovalni mehanizmi bodo na vsem področju že preventivno, seveda, ampak veste, s preventivnim nihče ne more reči, da nekdo ne vpogleduje v naše podatke. Ključno je, da ko se vidi, ko je digitalno transparentno in gre ven sistem, da se vidi, da je nekdo vpogledoval v naše podatke in da s temi podatki, da se točno vidi, kdo lahko gleda naše osebne podatke, zdravstvene, kaj pomeni upravljanje z anonimiziranimi podatki, kaj ima ZZZS vlogo kot upravljalec, kaj imajo vsi deležniki v zdravstvu. Skratka, v zakonu je sedaj vse pripombe so bile upoštevane, jaz verjamem, da jih še bomo, tako da tukaj gre po moji oceni za skrbno sodelovanje z vsemi deležniki in ta zakon je v tem trenutku usklajen v največji možni meri. Seveda ga bomo še usklajevali v rednem postopku, zato je redni postopek. Gre pa za popolnoma nov zakon v zdravstvenem sistemu, kjer bo treba definirati prehodno obdobje, kdaj velja star nov sistem, kako se bo spreminjalo. Izjemno težka materija, ki jo pa verjamem, da jo bomo s trdim delom do 1.1.26 v celoti implementirali. Začeli bomo pa s 1.1.24. Zdravo, gospod minister, še 2 dodatni vprašanji, prosim, povezani z psihiatrijo v Ljubljani. Zanima me, zakaj služba UNKIZ, se pravi vašega državnega sekretarja, ni poslala izrednega oziroma zunanjega nadzora tja. In pa druga zadeva, glede na to, da ste danes predstavili ta zakon o digitalizaciji in da odgovornost za situacijo na psihiatriji nekako očitno vidite pri svetu, ali prav iz tega sklepamo, da torej ohranjate zaupanje premierja Goloba in nadaljujete ministrsko delo, torej kljub pozivom k odstopu z civilne družbe? Ja, na prvi del, torej Ministrstvo za zdravje nima nobene možnosti implementirati, upeljati izrednega strokovnega nadzora v tuji sestavi. Spomnimo se na srčno kirurgijo. To pooblastilo je na zdravniški zbornici, to sem tudi na konferenci jih pozval, torej in jih pozivam danes še enkrat zdravniško zbornico, naj uvede izredni strokovni nadzor, po možnosti tudi mednarodni, ker gre posebej občutljivo temo. Tisto, kar lahko naredimo kot ministrstvo ali oziroma UNKIZ, je izredni upravni nadzor, ki v tem smislu ne bi imel nobene
podlage, smo pa tukaj, tako kot je bilo že ugotovljeno, reagirali enako kot v Celju. Skratka, upeljali smo in odredili smo že sredi maja izredni sistemski nadzor, ki seveda upošteva vse stroko, upravljanje, tudi nego, vse kar je, tudi zdravstveni inšpektorat. Veliko, pač 2-3 tedne traja, da sestavimo komisijo, ekipo in da pričnejo z delom. In tako kot smo videli v Celju, preden bomo prišli do rezultata, bo trajalo 2-3 mesece. Na vaše drugo vprašanje, torej zadeve tečejo, s predsednikom se pogovarjava in nobenega indica ni bilo strani predsednika, da ne bi imel več njegovega zaupanja. Še enkrat jaz, sprejel Luka Peš, splet imeli prava.si. Zanima me sledeča. Kot vemo, pač ste za nekaj ur na teden tudi zaposleni pri enem največjem zasebniku glede zdravstva, gospodu Bitencu. Zdaj sem poslušal neke informacije, oziroma se pojavljajo informacije, da bi naj ministrstvo podelilo neke koncesije za družinsko medicino zasebnikom. Zdaj pa me zanima, če tudi gospod Bitenc bo dobil ali se je prijavil, če veste mogoče. Zdaj tako, ministrstvo koncesij na področju družinske medicine ne podeljuje, te koncesije se podeljujejo strani občin, tako da, ampak o temu nimam nobenih informacij. Se pravičujem, malo sem jaz narobe povedal. Vem, ko se mogoče vas ne tiče, oziroma imate nadzor. Kakšno je razmerje Ministrstvo za zdravje mestna občina? Ker zdaj mestna občina podeljuje te koncesije za družinsko medicino, med njimi tudi gospod Bitenc, kandidat mogoče. Še enkrat, torej na primarni ravni so občine tiste, ki podeljujejo koncesije, o temu na Ministrstvu za zdravje nimamo podatkov, dajemo pa k temu soglasja, ampak kot je meni znano, po mojih informacijah nič novega ni prišlo v hišo. Zadnje vprašanje, gremo nazaj na Zoom, na STA, Ksani. Še eno vprašanje imam glede psihiatrične klinike. Svet je po včerajšnji seji v sporočilu za javnost zapisal, da se je v zadnjih 3 letih na kliniki 14 zaposlenim izdalo, oziroma da je bilo izdanih 14 opozoril pred redno odpovedjo zaposlitve iz krivdnega razloga. Pa me zanima mogoče, če ste na ministrstvu s tem seznanjeni, mogoče poznate bolj natančno razloge, tudi če o njih mogoče ne morete govoriti, lahko morda ocenite, če so razlog za kakšno dodatno skrb. In pa mogoče vas je to dogajanje zadnje spodbudilo k razmisleku ali pa načrtujete mogoče, da bi pod drobnogled ali pa preverili stanje še na ostalih psihiatričnih bolnišnicah v Sloveniji. Kar se tiče prve točke, torej nimam nobenih objektivnih informacij. Še enkrat, komunikacija obstoječega sveta zavoda z UNKIZ-om in z ministrstvom je bila slaba, torej mi podatkov, kaj se je dogajalo na kliniki, nimamo. Kar se tiče druge točke, da, mi smo izdali navodilo še v vseh ostalih 4 psihiatričnih ustanovah, da natančno pojasnijo, kaj in kako in na kakšen način pri njih zdravijo to posebej ranljivo skupino ljudi. Poleg tega je pa bilo že prej dano, da se v bistvu revidirajo prisilni ukrepi v psihiatriji, RSK bo dal nove, smo pa seveda izvedeli, da nekaj priporočil, torej varuha človekovih pravic izdanih leta 2021, psihiatrična klinika ni upoštevala, pa še zelo veliko takih dejstev imamo. Prišli so posebej v zadnjih dnevih na Ministrstvo za zdravje. Vse, kar pride, natančno proučujemo in kot sem že rekel, tej zadevi bom osebno kot minister prišel do dna, ker je to edina prava pot, da so pacienti mirni, da se zadeve na psihiatrični kliniki umirijo in postavijo na pravo mesto. Najlepša hvala, minister, bili ste zelo izčrpni. Ja. Želim vam uspešen dan. Enako hvala. Naslednja pa bo ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki bo predstavila, kaj vse je danes vlada sprejela, da bi izboljšala letalsko povezljivost Slovenije s svetom. Ministrica, izvolite. Najlepša hvala in sem prepričana, da veste oziroma ste seznanjeni, da smo prejšnji teden zelo natančno, mislim, da je približno 2 uri trajala tista predstavitev, predstavili 2 študiji,
ki na nek način prvič jasno pokažeta, kakšno stanje je na področju povezljivosti v naši državi. In tudi vlada se je danes s tema dvema študijama seznanila in od popoldan dalje bosta ti dve študiji tudi objavljene na naši spletni strani, tako da jih boste lahko sami videli in ne bi danes več, bom rekla, govorila o podatkih, ki so v ti dve študiji vključeni. Kot drugo se je vlada seznanila s poročilom vodje delovne skupine za preučitev možnosti za izboljšavo letalske povezljivosti in sklepi, ki jih je delovna skupina sprejela. 4 so ti sklepi, od tega, da ugotavljajo, da subvencije, ki smo jih razpisali v tem prvem koraku, niso dale zadostnih rezultatov, do tega, da ugotavljajo, da iz študij izhaja, da pravzaprav edina možna ali pa najbolj smiselna rešitev bi bila soustanovitev podjetja z strateškim partnerjem. In tretji sklep, ki ga je vlada sprejela, je sklep, da Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za infrastrukturo, da v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji nadaljuje postopke za iskanje pravnih, ekonomskih in drugih potrebnih rešitev za izboljšanje letalske povezljivosti, vključno z morebitnim povezovanjem z obstoječimi letalskimi družbami. In to je to, kar sem tudi prejšnji četrtek na tej predstavitvi povedala, da bi si od vlade želim dobiti. Jasno, naj povem, da niti ni bilo še predloga, ker ni osnove za to, da bi Slovenija šla v ustanavljanje, soustanavljanje letalske družbe. Do tja nas čaka še kar nekaj korakov, da se bi sploh lahko odločali o tem. Letalski posel je zelo reguliran z evropskimi pravili in vse to bomo v nadaljevanju na Ministrstvu za infrastrukturo dali na mizo, da bo vlada potem lahko odločala, kako naprej. Najlepša hvala, ministrica. Verjamem, da je kakšno vprašanje? Ne? Ja? Prosim, če stopite sem, za voljo tega, ker nas spremljajo v prenosu. Jaz mislim, da bo vse povedal, vse bo že prejšnji teden. Zelo podrobno. Ok, v redu. Aha, ok. Jaz nisem stal teden na tiskovko, pa imam Kar stopite sem do mikrofona. Lepo pozdravljeni, moje ime je Luka Peš, spletni medij prava.si. Vem, ko ste na te vprašanje verjetno zdaj že odgovarjali velikokrat. V preteklosti ste bili pač tudi proti, koliko vem, ustanovitelju letalskega prevoznika, tudi se je prodal takrat. Čem je bistvena sprememba, ali je res rok samo te neki podatki, ki kažejo glede gospodarstva, turizma. Kolikor sem videl neke podatke, so realno, mislim, da nam prišlo celo več potnikov kot pa prejšnje leto, če se ne motim, me boste popravili. Zanima me glede študije. Tudi sami smo dobili informacije, da je bilo na teh komisijah tudi zelo pestro in da je predvsem študija gospoda Damjana problematična, ker so v njej uporabljeni neki stari podatki, prirejene številke, da je pač bilo bolj ugodno za vlado napisano, zakaj bi sploh šli v ta projekt. Pa to za začetek. Bom začela tukaj zadaj, ker je gospod Damjan oziroma tudi 2 člana komisije sta bila prejšnji četrtek z mano na novinarski konferenci in odgovor je bil ne, to ne drži. To je njihov odgovor, ki ga jaz danes prenašam, sama na teh delovnih skupinah nisem sedela. Študije kažejo, da Slovenija pravzaprav najslabše okreva izmed vseh evropskih držav in to za nekaj 10% slabše kot ostale evropske države. Mislim, da bom zdaj že 100-krat ponovila, ampak ok, nikoli ni preveč. Nikjer ne piše in nismo se odločali in niti ni bil podan predlog, da se vlada odloča o ustanovitvi, soustanovitvi, kakorkoli rečemo, nove letalske družbe. Sem bila pa zelo kritična leta 2016, ko je Cerarjeva vlada oziroma SDH, takrat pod vodstvom gospoda Jazbeca, Adrio Airways prodala
finančnemu skladu, ki jo je izčrpal in poslal v stečaj. Tudi mene še niste slišali se opredeliti, ja, Slovenija potrebuje oziroma Slovenija bo naredila novega prevoznika. Ne, prvič imamo študije in prvič imamo na mizi številke, ki jasno povejo, kakšno škodo slovensko gospodarstvo trpi, ker smo slabo povezani in govorimo o nekaj 100 milijonov evrov. In vlada nam je dala oziroma je dala Ministrstvu za infrastrukturo mandat, da z koraki, z postopki nadaljujemo in pridobimo bistveno več informacij, ker ta študija je res začetek, osnova, da lahko gremo naprej. In jaz sem več kot zadovoljna s tem, kar je vlada danes sprejela. Še eno vprašanje. Nastja Stopar, Televizija Slovenija. Mene zanima glede zastojev. Zopet imamo na slovenskih avtocestah zastoj, pa sezona je pred nami. Kaj nameravate na tem področju narediti? Imate pripravljene kakšne ukrepe? Hvala. Glejte, jaz sem že večkrat povedala, vem, da verjetno ljudje s tem ne bodo zadovoljni. Obnove, ki se delajo, obnove, ki se dogajajo tako na železnicah kot na cestah, so eden od vzrokov, da se dogajajo zastoji. Drugo so pa seveda danes konkretno tudi prazniki v sosednjih državah, ki povečajo promet v Sloveniji. Velikokrat smo veseli in se pohvalimo, da imamo izredno geostrateško lego in je res. Ampak to, kar se dogaja na cestah, je pa posledica te naše odlične geostrateške lege. Kar se tiče pa prometnih strategij in prometnih politik, je pa od ustanovitve novega ministrstva naprej, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, tisto, ki v katerih rokah je tako prometna strategija kot prometne politike. Najlepša hvala, smo izčrpali. Hvala. Hvala tudi vam, lep dan, ministrica. In zdaj še, kakšen je izstopni strošek od posla za nakup bojnih vozil Boxer? To bo pa povedal minister za obrambo Marjan Šarec. Izvolite. Lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci. Torej, pred enim letom takle čas smo se začeli ukvarjati s pogodbo za program Boxer in sprva je kazalo, da bodo ti stroški, tako je bila ocena Okarja, da bi lahko znašali 20% ocene vrednostni pogodbe in zato je takrat bilo govora o številki 70 milijonov. No, danes imam zelo dobro novico. Po letu dni so končni stroški 4 milijone 150 tisoč evrov na okroglo. Se pravi, strošek in preprečena škoda, številka je visoka in če ne bi vlada hitro in odločno ukrepala lani, bi lahko bila škoda veliko večja, tako pa smo, če lahko ob tem poslu, sploh uporabim ta izraz, prihranili okroglih 65 milijonov evrov. S tem je pa tudi izpolnjena predvolilna obljuba. Tako, s tem smo izpolnili obljubo, da bomo iz programa odšli. Naj pa poudarim, da niti teh 4 milijone in 100 tisoč ne bi bilo potrebno plačevati, če bi bila upoštevana želja dr. Roberta Goloba, ki je izrazil željo že zdavnaj po volitvah, da naj se te pogodbe škodljive ne podpisuje. Prejšnja vlada jo je vseeno podpisala, mi pa smo, kot sem rekel, s hitro in odločno akcijo preprečili večjo škodo. Hvala, novinarska vprašanja. Živijo, Petra Marc, Televizija Slovenija. Zakaj taka razlika? Kaj je Okar predvideval, da bo treba plačati, pa ste na koncu ugotovili, da očitno ni bilo treba? Pa drugo vprašanje, ali so vse obveznosti že poravnane? Torej te 4 milijone je Slovenija že plačala ali še mora? Bistvo vsega je, da smo reagirali hitro in tako tudi industrija ni mogla predočiti nekih stroškov, ki bi jih imela, ker za nekaj, kar ne obstaja, nekaj, kar še nisi proizvedel, tudi ne moreš zahtevati stroškov. In to se je izkazalo tudi v pogajanjih.
in zato je številka takšna, kot je. Seveda tudi stroški, tako imenovani vstopni stroški oziroma razvojni stroški, po našem mnenju ne morejo biti zaračunani, kajti nanašajo se na dobavljena, nakupljena vozila, ki pa jih seveda ne bo in zato tudi razvojnih stroškov ne more biti. A lahko sam še ta del, če je že vse plačano, poveste? Torej, mi smo plačali v lanskem letu zneske za administrativne stroške 483.000 evrov, potem za operativni proračun 2,5 milijona. Potem letos pa še administrativne stroške 375.000 evrov. Tako da to je to, kar nas je še vezalo, drugo pa je zadeva zaključena in s tem smo poravnali te obveznosti in zato je ocena končnega stroška takšna, kot je, oziroma končne škode. Metka Majer, Pop TV, morda samo še, kar se teh 70 milijonov tiče, če ste lahko posebno natančni, torej to je bila ocena OCCAR-ja, ker veliko se je govorilo, kdo je zdaj dal to oceno. Ne, to je bila ocena glede na pogodbeno vrednost. In pogodbena vrednost, ocena, se pravi stroška izstopa, je bila ocenjena na 20% vrednosti pogodbe, kar je pa zneslo to številko. Ampak to je bilo nekako potencialno, to dejansko v pogodbi ni bilo, to so bile neke polemike. V pogodbi je pisalo, da do 20% vrednosti lahko nastanejo ti stroški. Seveda, je pa seveda bila vse stvar pogajanj in, kot sem rekel, hitrega reagiranja. Če bi mi čakali, če ne bi nič storili, seveda potem bi lahko takšna številka tudi bila, zagotovo, ker smo pa mi reagirali hitro, projekt ustavili in šli v pogajanja oziroma v prekinitev postopka, zato je ta vrednost toliko manjša. In torej ta zgodba je zdaj povsem končana? Zgodba bo končana takrat, ko bodo vse države OCCAR-ja tudi to potrdile, se pravi postopek še teče. Zdaj smo ugotovili, koliko so stroški izstopa. Ni pa vse odvisno samo od nas, soglasje morajo dati še vse članice OCCAR-ja, tako da, ko bodo vse članice zaključile ta postopek izstopa, potem bomo lahko rekli, da bo izstop zaključen. Tako da se bo pravzaprav to verjetno odvijalo še celo to leto. No, kaj pa zdaj, seveda, kaj sledi zdaj? Torej, seveda Slovenija bo kupovala 8-kolesnike, so zdaj aktivnosti v zvezi s tem razpisom, kaj točno se dogaja, kdaj se bi lahko pričakovala kakršnakoli odločitev? Torej, ko smo mi izračunali celotne stroške in jih prišteli tej pogodbi za Boxer, smo prišli do številke nekaj manj kot 400 milijonov z DDV. Se pravi, toliko bi nas teh 45 vozil dejansko stalo. Sklep vlade pa je bil, ki mu sledimo, da mora biti prihranek pri celotnem poslu, novem, ki bo podpisan, da mora biti vsaj 400 milijonov evrov. Se pravi, prihranek pri celotnem poslu mora biti izkazan in ko bomo zaključili postopek izbire za vozila 8x8, takrat bo znanega več. Se pa, kot sem že večkrat povedal, bližamo nekako koncu tega procesa, da bomo lahko tudi javnosti in vam seveda obelodanili, katero vozilo bo izbrano. Ampak ta hip o tem še ne morem govoriti, ker postopek še ni zaključen. Kdaj pa bo? Ker je ta ciljna ravnina pa zelo kmalu. Ja, torej zagotovo v naslednjih tednih bi moralo biti več znanega, ko bo ta postopek zaključen. Torej tudi ne, recimo med katerimi zdaj se točno odloča vozili, da bi to povedali? Trenutno ne morem še nobenih podrobnosti govoriti, se me poznate. Jaz sem rajši previden, kjer ni vse odvisno samo od nas. Tukaj so postopki, tukaj so
je bila narejena tudi raziskava trga, skratka šli smo by the book, kot se reče, posel bo narejen vlada vladi, se pravi brez posrednikov, brez kupovanja prototipov, ki ne delujejo, kajti v preteklosti smo imeli zelo slabe izkušnje in zato tudi ta postopek želimo izpeljati transparentno, želimo ga izpeljati po pravilih in zato teden ali mesec gor ali dol tukaj ne igra nobene vloge. Še imamo fizično vprašanje tukaj, ker izvolite, stopite do mikrofona. Gospod Perš. Pozdravljeni, gospod Čorec. Dosež nismo videli, spravi Luka Perš, splet medij, prava.si. Prvo, čestitamo, če ste tako dober biznis naredili za državo, pa malo prišparali denar. Zdaj me pa to zanima. Prvo me zanima, ko ste kupili, mi smo kupili pred časom te letala za gašenje požarov. Ne vem, mogoče so delali projekcije, če bi imeli te letala v Sloveniji prej, koliko prej bi se mogoče pogasil požarno kraso. To me zanima. Pa še nekaj me zanima. Prejšnji teden je medij Top News in tudi naš medij pozval eno anonimko napisano na 4 straneh iz Sove in tam se je pač pisalo, da se Damir Črnčec, pravi vaš državni sekretar, ustvaril neko tako malo prvo mreže s kadrom SDS, LMŠ in Svobode. Pa ne enega, 3. Ja, 3, dobro, toliko boljše. Tam je tudi pisalo, ko je sodeloval z nekdanjim direktorjem makedonske tajne službe, ki se je znašel tudi v nekih kazenskih postopkih. Zdaj pa ne vem, če ste mogoče prebrali to vsebino ali niste, veste kaj o tem? Moram povedati, da tega res nisem bral, tako da težko komentiram karkoli. Kar se pa tiče letal, ja, je pa zagotovo ta letala, ki so že nabavljena in ki še bodo, so namenjena temu, da takoj odkrijejo začetni požar in ga takoj pogasijo. Se pravi, s temi letali se pravzaprav preprečuje takšna situacija, kot smo imeli lani na Krasu. Ta letala niso toliko namenjena, da pridejo potem, ko je že vse v plamenih, ko je tudi vidljivost slaba, ampak so namenjena temu, da poskušajo čim prej začetni požar ugasniti in s tem je preprečena večja škoda, s tem je preprečeno tudi, da je treba aktivirati večje število ljudi in vse ostalo. Najlepša hvala, minister. S tem zaključujemo novinarsko konferenco. Vsem želim lep dan, nasvidenje.